ljubiteljice in ljubitelji slovenske glasbe in ljudske pesmi. Spoštovani gospod župan občine Dobrna, gospod Martin Brecelj, prisrčen in prijeten nedeljski pozdrav. Naši veseli vižarji, člani sekcije Društva upokojencev Dobrna, so si zaželeli, da se na tem odru zasliši slovenska in ljudska pesem. Stari pregovor se glasi: blagor hiši, kjer se pesem sliši. Vsi, ki ljubimo ljudsko pesem, verjamemo, da to drži in si želimo, da bi ta pregovor vedno imel prostor v naših srcih. Ljudske pesmi so se ohranile vse do današnjega časa. Prenašale so se s petjem po spominu kot ustno izročilo, ki so se od naših pradedov in babic ohranile vse do danes. Upanje in želja ostajata, da bi tako nadaljevali tudi naši otroci, vnuki. S pesmijo Fantje se zbirajo so veseli vižarji preko pesmi dokazali, da so pravi, domači, slovenski, ljudski pevci, ki korajžno stojijo pred vsemi nami in želijo z današnjim koncertom podeliti glasbo, ljudsko pesem in predvsem prijeten trenutek. Kaj več pa nam bo ta trenutek povedal sam predsednik Veselih vižarjev, gospod Marko Švet. Izvolite. Spoštovano občinstvo, resnično smo vam hvaležni, da boste to popoldne v naši družbi. Pred vami smo veseli vižarji, ki z velikim veseljem in ponosom skrbimo in se trudimo po svojih močeh ohraniti ta narodni zaklad, ljudsko glasbo, ljudsko pesem. Morda bo Bog porekel, pa kaj se greste, samo 5 let.
Za nas, ki smo že kar globoko v jeseni življenja, nam je ta jubilej še kako pomemben. Čeprav smo sami Dobrčani in nas poznate, bi našo 12-člansko zasedbo kljub temu rad predstavil. V njej smo najštevilnejši nekdanji rudarji Velenjskega rudnika, kar 6 nas je. Pa gremo po vrsti. Prvi knap je Cvikl Staner, naš strokovni vodja, godec od samega rojstva. Kličemo ga po domači Komšako Stanč, ampak vam še to povem. On je odšpilo več kot 300 ovseti. Si lahko mislite, kje ima denar naložen? Naslednji knap je Kristo Novanč. Najboljši strelec občine Dobanje. Tretji knap je Dobovičnik Branko, predsednik društva upokojencev Dobanje. Četrti knap je Kristjan Janez, velik udarnik, deklici za vse. Peti rudarski kamarad Zdenko Jakob. No, 6 sem pa jaz, Marko. Poleg mene je soboslikar Kotnik Tomček. Tu je še najboljši mizar, kar jih tole doba na občina premore, Šlav Sokolja. Danes pa manjka najstarejši vižar Martin Jurko. Pod nujno se je moral javiti v bolnišnico. Želimo mu čim prejšnje okrevanje. Naslednji je nekdanji osnovnošolski ravnatelj frankologa Drev Anton. Naslednji je Kristjan Peter, mojster tovarnik Gorenje. Takšnih kvalitetnih pravnih strojev ne izdelujejo več. Pa tudi nekdanji, no, to sem še preskočil, 12. član pa je Edi Dobovičnik. Tinu je pred 5 leti uspelo skupaj z Janezom Kristjanom ustanoviti nas Vesele vižarje. Za mali premor pa bomo zapeli našo vižarsko himno. Smo vedno dobre
naši vižari so zapeli tako, kot je treba, veselo in poskočno. Vižari, hvala za prijeten, dober uvod, tako kot ste rekli. Naj bo eno lepo, nedeljsko, veselo popoldne. Če se vam zahoče, zapojte z nami, če se vam zapleše, lahko tudi zaplešete, predvsem pa naj vas pesem popelje v tiste stare čase. Na oder pa vabim naše najmlajše goste, in sicer mlade pevce cerkvenega otroškega zbora Dobrna pod vodstvom Mihaele Hrovat v organizaciji Tatjane Pačovnik, na klavirju jih bo spremljala Veronika Olenšek in na kitari Metod Slakan. Izvolite!
Dragi naši gostitelji, veseli in počaščeni smo, da smemo danes sodelovati na vašem dogodku, na vaši 5. obletnici. Čeprav tule gar piše, da delujete 5 let, vsi vemo, da že dolgo negujete slovensko pesem in ste nam in pa našim sončkom na odru velik vzgled. Hvala vam. Ko zapoje družina. Pravijo, da imajo srede zvečer rezervirane zase, za vaje, da se podružijo in zapojejo. 3 sestre in brat. Družina Jakob.
in druge dekliče opajal, in druge dekliče opajal, boš dal pa moj prstan nazaj, boš dal pa moj prstan nazaj. Če bodem jaz prstan ti vračal, se bodem drugače obračal, obračal se bodem tako, da si dekle zapomnila boš. Obračal se bodem tako, da si dekle zapomnila boš. Ljudske pesmi imajo že od samega začetka, ko so nastajale, določen pomen. Nas razvedrijo, bogatijo posebne družinske priložnosti, so sopotnice različnih običajev in šeg, včasih pa tudi spremljevalke žalostnih trenutkov, so vpete v celoten spekter življenjskih dogodkov. Ampak danes je en tak lušten dan, poseben dan, ko se ptički ženijo in vse zacveti v pomlad. Gregorjevo. Imamo morda med občinstvom kakšnega Gregorja? Res? A se spomnite? Včasih so se bolj praznovali godovi kot rojstni dnevi in takrat smo, še jaz se spomnim kot mala deklica, kako sem z očetom in z mamo prepevala tisto. Nocoj je pa en lep večer, nocoj je en lep večer, danes je zaupen dan, Gregorja imen dan. Bravo. Vse čestitke, Gregor. Ja, naši fantje so že zapeli v brano, sedaj pa nam bodo še zapeli dve pesmi. Kvartet Grče, za njimi pa kar ansambel X. Izvolite. To tako imam ceta. Pod kozovcem domačija i krok nje polje, in čez travnike zelene tiho peljejo stezi. In čez travnike zelene tiho peljejo stezi. Tam na griču desni kajži moja ljubica že spi. Nič ne slišim, nič ne sluti, kaj srce mi govori. Nič ne slišim, nič ne sluti, kaj srce mi govori. Jaz kosil bi za kozovcem, ti pa grabil na seno in veselo v zlatem glasju dete se igralo bo. In veselo v zlatem glasju dete se igralo bo. Oj, življenje domačija, polje njive in dekle, težke dela, želne roke, že za plugom hrepeni. Težke dela, želne
Slavček milo je naglašal, pismi mili glas, jaz pod oknom sem jo prašal, smem prid tebi vas, milo me je pogledvala in me je zasmilikovala, a rekla je, saj nisi več moj, a rekla je, saj nisi več moj. Slavček drug večer naglašal, pismi mili glas, jaz pa drugicem jo prašal, smem prid tebi vas, njeno se srci ne gane, trdno kakor prej ostane, a jaz ne grem od okna preč, a jaz ne grem od okna preč. Še enkrat zakliče milo, glej, kak temna noč, razprostrila svoje krilo, men zaspat mi moč, še za mano boš hodila, grenke solze boš točila, a draga bo prepozno živ, a draga bo prepozno živ. Mista je prava reka cesta, v tem pokoje poharske povojske, verske turboje. Modrejske gor naluži, da žvrno preobloži, pol pa tepe gube, dakle vlačne vlekle tam izjav. Prgojznikov rižok in na tistem gradem grobni, so kvaji blimejo še viso zvoj za breg nad grobom šli. Zgrabno so jih nosili, zapuščaje jih prosili, a kvaji so pa mrtvi bli, pa naj so tega slišali. Mejal so se suzela, je koje pogrešila, a furmani so snojili, šli so mejavci, koje plačali. Zato pa poharjanci, posebnovi pijanci, leto za zlecijem lite, na vozah kar ne dremlite. Leto za zlecijem lite, na vozah kar ne dremlite. Takole en lep pozdrav tudi v našem imenu, v imenu ansambla X. Danes smo še moj včerajšnji, lejte se opravičujemo za vse napake. Rad bi pa povedal oziroma čestitev tule našim slavljencem, danes veselim vižarjem, ki praznujejo 5. obletnico delovanja. Tudi mi takle zelo radi zapojemo kako ljudsko pesem, tako je bila zdaj tale res taka pohorska od Jurija Vodovnika, zelo stara skladba, tako da peljemo nekako to tradicijo naprej. Zdaj če bomo eno lepo instrumentalno zaigrali, pa gremo pa malo domov pogledati, če nas še kdo pozna.
Pa gremo, Žužemerska. Ja, je bilo luštno zdaj malo, ne? Tako so vas malo dvignali, ne? Ja, bravo, Eks. Malo so skrbeli za zvočne efekte, ampak tudi to mora biti. Naši vižarji pa pravijo, da se že 5 let učijo in trudijo po svojih najboljših močeh, da ljudske pesmi ne preidejo v pozabo. Pa če se vrnemo 5 let nazaj, kot je že prej rekel Marko, sta jih takrat Edi in Janez nagovorila in povabila, da poskusijo. Že na prvem srečanju po odpeti pesmi so začutili, da so našli tisto, kar jim je vsem manjkalo. Druženje s pesmijo za dušo. Tako so v prvih 5 letih osvojili 34 pesmi, opravili 55 javnih nastopov ter 137 pevskih vaj. To pa je za aplavz. Fantje. Ja, so pa vižarji hvaležni njihovemu Kamšakovemu Stankotu, ki jih vodi in spremlja od samega začetka. To so naši, vaši veseli vižarji. Stari glavi
Vižari pa so v goste povabili tudi pevce in glasbenike iz sosednje vasi. Iz Vinske gore so z nami Vingosi pod strokovnim vodstvom Franca Žerdonerja. Za njimi pa naše ljudske pevke iz Dobrne.
Lep dober dan. Vidite, enkrat nismo najmlajši ansambli. So te televizori večkrat mlajši kot mi. Samo lepi smo vam bolj mi, imamo plave srce. Razen naš Stanko, pa je ne vem, je njihov ali naš. Je pa Doberčan, oziroma Kovžečan bolj kot Doberčan. Ampak je draž pa fajn pop. Je rekel, da naj povem, da je vse pridno pri vseh. No tako da, to je tak naš godec, drugač pa mi vsi težamo že kar nekaj 7-8 let. Smo kar pridni, včasih večkrat postojimo, da lahko naprej gremo. Dobro smo pa zbrali sam vesele viže in seveda, ne bom jim povedal, ker jo vsi znate, lahko malo pomagate zapeti. Fejst na glas. Thank
Ja, ljudske pevke so nam prepevale tudi o ptičicah. Je pa še ena zanimivost o Gregorjevem. Na Slovenskem je obveljal tudi rek, da se ptički ženijo na Gregorjevo, saj je bil to včasih prvi spomladanski dan. V Kropi so šli na ta dan spuščanja Gregorčkov na ptičjo svadbo, ko so imeli ptiči svojo ohcet. Dobrote s ptičje ohceti pa so ostale v Grmovju, kjer so jih otroci lahko poiskali in se posladkali. Morda pa se tudi danes mi malo posladkamo po koncertu, kdo bi vedel. In kot se na svadbi spodobi, se tudi zapleše. Danes nam bodo plesalci folklorne skupine iz Dobrne zaplesali gorenjski splet.
Many
Vižari, prepevali ste nam z Bogom zdaj stara družba. Ali to pomeni, da je skoraj konec? Ne. Ne še. Koncerta, ja. Ampak druženja pa še ne? To, bravo. Iskrene čestitke res za vaših 5 let, naj še traja in traja. Bi pa na tem mestu povabila našega župana, gospoda Martina Breclja, da nam pove kaj lepega, morda pa slišimo, kako se sam spominja Gregorjevega ali pa ljudskega prepevanja. Zagotovo so prijetni spomini. Izvolite, gospod župan. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni nastopajoči, veseli vižari in seveda vsi, ki ste nam danes priredili to glasbeno, zelo pestro popoldne. Iskrena hvala tudi v mojemu imenu. Slovenci imamo to ljudsko pesem tako lepo razvito, čisto za vsako priložnost, ki so jo živeli naši dedki in babice, imamo zagotovo nekaj pesmi, ki so lahko žalostne, otožne, vesele, navdihujoče, odvisno od dogodkov, na katerih so jih ti peli. Včasih se mi zdi, da smo kar malce krivični do te zvrsti slovenske glasbe. Včasih povabimo hrvaške klape k nam, ki pojejo tiste njihove pesmi, res so lepe, lepo zapete, govorijo pa čisto nič drugega kot naše. Govorijo o trpljenju ljudi, govorijo o žalosti, o veselju in preprosto o življenju, ki so ga ljudje takrat nekoč živeli in tudi na takšen način skozi pesem izražali in prenašali na mlajše generacije. Slovenci smo to, lahko rečem, ne bi znal povedati, zakaj malce pozabili ali pa mogoče malce sramežljivo pristopali do te zvrsti glasbe. Sam sem generacija, ki je to petje in to doživljanje življenja naših dedov, babic doživljala skozi otroške oči. Neverjetno lepe spomine imam, ko so se ti starejši naši očetje zbrali v tistih dobrih letih, mogoče z malce nostalgije, kako so včasih hodili dekletom v vas in zapeli te lepe, čustvene, zbujajoče oziroma upov, želja polne pesmi namenjene dekletom, tako nekako so zabežali in se odpeljali v tisti lepi svet, prav lepo je bilo. Podobno se spominjam tistih trenutkov, tudi ko smo se poslavljali od naših starejših sorodnikov, ko so, ponavadi so 2 večera bili doma, ko so peli te lepe pesmi, kako smo se nekako z njimi povezali in je bilo slovo lažje.
Za vsak primer je bila, za vsak dogodek, za mlačev, za vse so bile lepe pesmi, ki so jih peli. To tradicijo nekako spoštovani vižarji in tudi vsi drugi, ki ste danes se malce obrnili nazaj v preteklost, negujete na tak lep način. Jaz upam, da bo to vaše petje spodbudilo še mlajšo generacijo, da ne boste zadnji nadobrni, ki bi to peli. Naj bo to moja srčna želja, da to tisti, ki imate posluh, pridružite se jim. Za konec pa iskrena hvala za to vaše lepo kulturno dogajanje, ki ga v Dobrni delate že 5 let, verjamem, da vsi že dlje časa pojete. Želim, da uspešno še se naprej družite in prepevate, da bo pa petje nekoliko lažje, da bo druženje lažje, smo vam pripravljeno košarice, ki pa danes tukaj nimam, pa upam, da vam bo malce spodbudila, da bo pesem lažje stekla. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa, gospod župan. Sedaj pa k besedi povabim še vas, spoštovane goste, kogarkoli, ki želi karkoli povedati, morda čestitati ob 5. obletnici. Najprej pa seveda obisk iz Obale, namreč z nami so prijatelji naših vižarjev iz pevskega zbora Delfin Izola, je z nami gospod Peter in želi spregovoriti nekaj besed. Izvolite. Spoštovani gospodje, najprej pa gospi. Cenjene dame, gospod župan in vsi gostje, ki ste danes prisotni na tako prijetnem in prelepem večeru ob prazniku, odnosno obletnici naših vižarjev. Slučaj in prilika je dala, da sem se spoznal s predsednikom odnosno z Markom in vsemi člani na pevskega zbora, odnosno Veselih vižarjev, ki prepevajo. In burja, ki piha na obali, nam je prinesla prekrasne viže. In kdo je to? Veseli vižarji. Mi smo prišli sem na povabilo zbora, ki je prekrasno organiziral na kakršenkoli način to prijetno, prekrasno popoldne. Meja je meja, pesem pa ne pozna meja. In kjer je pesem, je ljubezen. In kjer je ljubezen, je veselje. Zato bi rad v svojem imenu in v imenu vseh pevskih zborov Obale, ki jih je 21, iskreno se zahvalil za to povabilo, predvsem pa čestitev za prekrasno, uspešno delovanje tega zbora Veselih vižarjev in moj prijatelj Aldo, ki je v odboru pevskih zborov, tudi pevskega zbora Delfin, je rekel takole: prekrasno so organizirali, mogoče bojo pa vzdržali do penzije. Vesel sem, da sva se spoznala ob tej priliki, zato ob priložnosti, ko pridete na Obalo, v hotel Delfin, kjer bojo nastopali. Pa matri si burja. Ja, moj burja bo pihala tudi obratno, kontra. Tako da jaz bi vam v imenu pevskega zbora Delfin in vseh prijateljev petja, lepote, ki združuje, ki ne pozna meja, iskreno čestitev, zaželil še veliko zdravja, sodelovanja in da si večkrat sežemo takole do roko in da ta pesem pride do naših src iz njihovih grl. Hvala lepa, poglejte.
glejte, tole bo pa veselo v kulturnem domu na obali v Izoli. Pri pevskem zboru Veliki. Ja, čestitke se kar vrstijo. Še nekdo je tam zadaj, ki želi čestitati našim vižarjem. Izvolite. Dragi naši prijatelji, veseli vižarji, tudi vi bi se v imeni glasbene skupine Vingusi bi vam najprej radi čestitali in se zahvalili za povabilo. Tudi vi ste bili na našem koncertu v 5. obletnici, luštno je bilo. Želimo vam še naprej sodelovanja, mogoče še bomo kdaj imeli kakšne skupne vaje, kot smo jih imeli gor v Rizimerajku. Če je veselje in volja, potem bo še nekaj nastalo. Vi boste peli, mi lahko kako zaigramo, sam ahtite nam na Kamšakovega Stankota, ki je tudi naš član. Dajmo aplavz za Kamšakovega Stankota. Nekaj pršo navaja, rekel, veš, da sem pa jaz strokovni vodja. Asniko, v redu. No, tako iskrene čestitke, dragi vižarji, tule pa na naša malenkovca z naše strani. Hvala vam. Lepo je to videti, ne? Kako sodelujejo medsosedski pevci in glasbeniki. Morda še kdo želi povedati kakšno besedo? Vem pa, da želi vaš predsednik še nekaj povedati, a ne, Marko? Izvolite, beseda je še vaša. Med nami pa ima posebno mesto naš veliki prijatelj. To je gospod Milan Strmšek. Naš župnik je velik čebelar in praznik in priznani vinogradnik ter gasilec z veliko začetnico, ki skrbno pazi, da na pevskih vajah gasi našo željo. Velikokrat nas razvaja s kozarčka rujnega iz njegovega vinskega hramčka, za kar se mu iz srca zahvaljujemo. Pa če mi dovolite, se tudi jaz v imenu veselih vižarjev in pa vseh nastopajočih danes zahvaljujem naši Mojci, ki je tako lepo povezovala ta današnji dan in ga pripeljala res v čudovitem vzdušju do konca. Ja, hvala lepa, dragi vižarji. Z veseljem še ponovimo čez 5 let, ne? Ko bo 10. obletnica, krasno. Sedaj pa še ena skupna pesem. Vabim namreč vse nastopajoče na oder, da se kar pridružijo, da skupaj zapojemo tisto podrožnato dolino. Vas, spoštovane in spoštovani, pa vljudno vabimo v zadnji prostor telovadnice, kjer bomo ob kozarčku rujnega in dobrotah malo poklepetali in seveda še rekli kakšno. Želimo vam lepo in umirjeno nedeljsko popoldne, skoraj je že večer. Nasvidenje.